sistem ne temelji na zaupanju, ampak na nezaupanju. Na volitvah ne podeljujemo zaupanje, ampak podeljujemo odgovornost, samo da politiki tega ne vedo. In ker ne podeljujemo zaupanje in ker je nezaupanje trajna konstantna političnega procesa, potrebujemo sistem nadzora. Kaj je s sistemom nadzora v tej državi, kaj je s pravosodnim sistemom nadzora v tej državi, najbrž lahko pove katerikoli državljan, seveda bi pa morali o tem veliko povedati tudi strokovnjaki. Govorijo o tem, da to ni bilo naklepno dejanje, prosim lepo. Človek je imel kredit pri banki, odzeli so mu denar iz plače, banki pa niso tega nakazali. Mislim, to je kraja, konec, tak človek, ki vodi tako podjetje in njegov računovodja ne bi smela 10 let več imeti opravka s tujim denarjem. Če bi se tako obnašali v medicini, bi nam čisto vsi pacienti pomrli, preden bi do diagnoze prišli. Presunljivo je bilo recimo v sobotnem večeru, ko je bil volilni molk na TV Slovenija, Rozvita Pesek in njen gost iz Državne volilne komisije, ki sta dobesedno pozivala volivce, ne voljo malih strank, zato ker gre ta glas v nič. Kar je po eni strani, ne vem, če se strinja z mano, eklatantna kršitev volilnega molka, po drugi strani apel na uničevanje nečesa, kar je bilo res potencialno novo. Ali pa če se nam zgodi, da ugledi predstavnik pravne stroke na strokovnem omizju na RTV Slovenija, ko se pogovarja o pravni državi, izreče tako popreproščeno misel, kot je misel, da se pravzaprav v družbi ne splača biti pošten, kajti če si pošten, ti rečejo, da je malo nor. To je izjava, ki jo mediji 14 dni predvajajo 3-krat na dan. To je naslavljanje volivcev. Jaz pravim, da je to žaljenje njihovega intelektualnega dostojanstva. Večja težava se mi zdi nekje drugje, da poskušamo krizo rešiti s sredstvi, ki je evidentno svet pripeljala v krizo. Pri menedžerskih plačilih, ob zelo veliko govora o tem, kako je transparentnost koristna, je v trenutku, ko pravzaprav ti postaviš in se začnejo te stvari objavljati, se ne zgodi to, da se tiste visoka plačila znižajo, ampak da se nižja zvišajo. Zato je treba pravzaprav razumeti, ko daš ti nek zakon ali pa neko idejo ven, kakšne posledice bo, kaj se bo zgodilo naprej s tem, In ko smo na to opozarjali v bistvu takratno vlado, da naj tega ne počne, ne samo, da je bila gluha in slepa, ampak sploh za mizo ne prideš zraven. In je zdaj to vrniti nazaj, na plačilne roke 30 dni, 15 dni, je bistveno težje, kot je bilo prej. Mislim, da bi mogla Evropa ali pa Slovenija staniti na bonitetno agencijo, pa oceniti delo bonitetnih agencij. To bi znali. Danes sem govoril z enim novinarjem, ki je naštel v novem zboru Državnega zbora, mislim, 6, 7, ne mara celo 8 športnikov, kar je zagotovo dobro za prihodnost športa v Sloveniji, vprašanje tako kot za kakšna druga področja. V sistemu, ki še vedno temelji na strankah, ki se javno predstavljajo ne z vsebino, ampak z všečnostjo njihovih voditeljev, ki so strogo hierarhično urejene, ki že zdavnaj niso pristna oblika političnega združevanja, ampak predvsem skrajšana pot do družbene moči, privilegijev in vpliva, težko pričakujemo bistvene spremembe, kamoli kakšne paradigmatične. Lahko se močno motim in bom srečen državljan, če bom ugotovil, da sem se močno zmotil. Jaz mislim, da res lahko teče hitreje. Da tole, kar se zdaj dogaja v Sloveniji, ko je tako zelo ponikana, to ni svetovna kriza. To je bilo nemogoče, mlačno, nikakršno upravljanje strani te koalicije do zdaj. Tako da, če se to spremeni in mislim, da se bo skoraj moralo, potem jaz mislim, da vendar lahko naprej pridemo. Videli bomo, ali smo na kakršnem koli pragu, nove ali stare ali kakršne koli politike, če bo nova politika, katerakoli bo pač dobila končen mandat, želela slišati stroko in ne biti sama najbolj pametna na svetu, ker so se do zdaj izkazali, da res niso. In poslušati tiste, ki pravzaprav govorijo, kakšne posledice se bojo iz tega zgodile. Ljudje zagotovo želijo sanacije zdajšnje situacije, ki je zelo problematična za vse in mogoče je to start za neko novo dobo. Da se bodo ljudje bolj začeli zavedati pomena
medsebojne in širše komunikacije, pomena medsebojnih odnosov. Skozi zgodovino se to kaže veliko bolj pomembno vprašanje, kot pa mu danes posvečamo pozornost. Posluh, senzibilnost, razumevanje in upoštevanje kompleksnosti. Svet ne gre samo v eno smer, ampak je treba gledati stvari bolj kompleksno, večplastno in pa pravzaprav nekaj optimizma se mi zdi, da je tudi treba vnesti v slovensko politiko.